ko vidiš mladega človeka, ki odhaja in on se tega zaveda, ampak zelo mu je bilo pomembno, da je prišla in sestra in brat, da sta ga prišla obiskati in še danes jih vidim, kako jim je to veliko pomenilo, kljub temu, da so vsi vedeli, da odhaja, ampak vsem je pomembno bilo to, da se imajo radi in da grejo naprej. In recimo ta mama še danes prihaja, veste, kljub temu, da je že leta od takrat, ko je on umrl, še vedno prihaja naokrog in se usedemo in se pogovarjamo. Čas nas, nažalost, nas dostikrat prehiteva. Ko delaš z bolniki, ki imajo neozdravljivo bolezen, se nehote se spremeniš. Dobro jutro, kako smo? Jaz vedno rečem, da se v teh bolnikov, ki sem jim tukaj pomagala, so tudi oni meni grozno pomagali. Zakaj je bolj pomembno, da cenimo to, kar imamo danes, ne kaj bomo imeli čez 20 let, ampak da res ceniš vsak dan in da ceniš to, da si s tistimi, ki jih imaš rad, lahko in da vsak dan, ko prideš domov, tudi z veseljem objamaš svoje otroke ali moža ali kakorkoli, da veš, da to je nekaj, kar nas dela to, kar smo. Probimo živeti danes in v tem trenutku in mislim, da je to eno od sporočil, ki so me res moji bolniki skozi leta naučili. Tukaj nam otroci, nam kot ekipi kaj narišejo ali pa take slikce prenesejo svojim obolelim. Ta naš oddelek je znan po tem, da imamo zelo veliko teh, kar rečemo, bolj kompleksnih primerov ali pa težjih primerov. In med te spadajo tudi zelo mladi bolniki, nažalost. In to so dostikrat tudi lahko mamice ali pa očkati, ki odhajajo. In v takih zgodbah si lahko mislite, da si te mamice, ki odhajajo ali pa očetje, želijo tudi, da so njihovi otroci zraven, neko sporočilo pošljejo tem, ki jih imajo radi. Sem Maja Ibert-Multara, onkologinja internistka, delam na Onkološkem inštitutu, tukaj sem vodja akutnega paliativnega oddelka. Sicer sem tudi koordinatorica paliativne oskrbe na državnem nivoju in pa predsednica Združenja hospic in paliativne oskrbe. Po 12 dnevih antibiotika je danes, ko sem ga videla tam v posli sam, v ordiniru, se je prav lepo ga bilo videti in se veseli, da gre domov. V bistvu sem končala v medicini bolj po naključju, kot da bi bila to moja življenjska želja, zato ker je kolegica v srednji šoli želela priti na medicino in je rabila partnerja pri študiju in sem pač ponudila roko, sem rekla, pa mogoče pa dajmo, in so šli obide na izpite in končali pa tukaj na medicinski fakulteti. Potem pa, ko smo začeli dejansko delati kot zdravniki, sem dobila bom rekla, notranji poziv, da mogoče je pa onkologija nekaj, kar bi jaz rada delala. So me po zaključenem specialističnem izpitu posedali 14 dni kasneje in so rekli, predlagamo, da greste na ta oddelek in da imate to kot nek življenjski izziv. Sem pač mlada, kot sem bila, seveda rekla, pa dajmo, probimo in tukaj smo še danes. Tole je naša osrednja Slovenija, to je približno 550 tisoč prebivalcev. Je teh bolnikov z rakom, ki jih mi oskrbujemo, 1500, jih imamo mi tukaj v tej obravnavi. Hvala Bogu, vsako leto imamo kakšno novo zdravilo, da res tako veliko pozdravimo, ampak mnogi zaradi raka tudi umrejo. Že kot specializant sem videla, kako je to za bolnike pomembno, da se jih tudi te, ki jih ne moremo pozdraviti, da se jih sliši, da se jim pomaga. Tako da sem se učila po eni strani tako zdraviti bolnike, kot tudi sprejemati to, da jih morda nekatere tudi ne moremo pozdraviti in ozdraviti. In da moramo pa ostati ob bolniku in jih spremljati tudi takrat, ko vemo, da bojo zaradi raka umrli. Začnemo s telefončno. Ja, pozdravljeni, Daša Hafner pri telefonu. Imajo stisko, nas pokličejo.
Potem se s težavami obrnejo na nas in mi to probamo urediti ali s pomočjo patronažne službe, s pomočjo osebnega zdravnika ali pa se pač pacienta prej obišče z mobilno paliativno enoto ali sprejme v bolnico, kakorkoli pač probamo pomagati. Koliko časa pa gospod že težko diha? A se gospod kaj pogovarja? Odločila sem se, da bom delala kot družinska zdravnica in se mi zdi, da bom tega na terenu tudi ogromno srečevala. In se mi zdi pomembno, da smo mi kot zdravstveni delavci tega vešči, da znamo prepoznati stanja, pri katerih se da pomagati in ukrepati oziroma jih lajšati, tako da bolniku v bistvu zagotovimo čim več udobja. Najbolj važno v tem trenutku je, da je gospod umirjen, da ga ne boli. To težko dihanje se da tudi z zdravili urediti, tako da bomo malo prilagodili terapijo. Paliativna oskrba je dobra medicina. Dobra medicina pa pomeni, da ti bolnika res vidiš kot celoto in ga obravnavaš kot nekega posameznika z individualnimi potrebami. In če ga tako obravnavaš in tako delaš, potem je to paliativna oskrba kot dobra medicina. Mi smo pri 5 bolnikih. Metastaza naznane že 1 leto pa pol v pljučih. Od simptomov je bolečina. Svetovali smo mu, da bi uvedli elastomerno črpalko, ampak se on s tem zaenkrat še ni strinjal. Pač ponovno krvavi iz mehurja. Ja. Tako da poleg tega pa je tudi po mojem sum malo na GVT desne noge. Videli smo mu Durogesic obliž ter Orumov kapljice. Da pridemo še enkrat, da smo ocenili, da rab nekoga neko spužvo, da se on to malo spuca, in očitno bomo to mi tudi. Je celostna obravnava bolnikov in celotne družine oziroma tistih najbližjih, ki so bolniku pomembni. Zato recimo že prvo povabilo takega bolnika v ambulanto za zgodnjo paliativno oskrbo v bilo ima napisano, naj pripelje tiste, ki so mu pomembni, da pridejo skupaj na ta prvi razgovor. Prejšnji teden, ko sem imela tak prvi pregled z eno bolnico, je pripeljala dejansko 5 svojcev, je pripeljala zraven, ne? In ne čakinjo, in mamo in očeta, kjer živijo skupaj. In mama njena je bila prav hvaležna in rekla, ravno ta navodila rabila, kaj narediti, tam poklicati, ko se bo to nam spet ponovilo. Hčerka je zelo utrujena, z njo smo se pogovarjali, da je pač to tek na dolge proge, mora poskrbeti tudi zase. Oddelek je dejansko akutni paliativni oddelek. Povprečna ležalna doba v zadnjih letih je 4,5 dni, kar pomeni res bolnik pride, zato ker ima neko težavo, nek simptom, uredimo in grejo bolniki domov. Če bi danes šli z mano na vizito, bi videli, da vsak drug bolnik je rekel, s čim prej domov. Ker veste, te bolniki, ki so tako hudo bolni, cenijo vsak dan, da so tam, kjer so radi. In to je zelo pogosto doma. Bolnik tamle v naši sobi 6 danes je prav rekel, veste, doma je najlepše. Gospod je boljši, tudi kisika ne potrebuje več in gre on danes domov. Vsak bolnik je človek zase, in to je tudi ta celostna obravnava. Vse bolnika ti obravnavaš, kakšne ima težave, ima bolečine, slabost, bruhanje, vse to je pomembno, da mu to uredimo. Ampak po drugi strani moraš pa ti vsakega človeka videti kot človeka s svojimi izkušnjami, vrednotami. Dobro jutro. Ko smo bili na viziti, je prav rekel, pogrešam glasbo. In smo mu preko televizije poiskali Ars program, zato da je lahko zdaj posluša glasbo in to je to, kar vi zdaj slišite v ozadju, ker mora imeti relativno na glas glasbo, zato ker pri svojih letih že malo slabše sliši. Ampak ob tem, ko smo mu to že med vizito naštimali, je dejansko se umiril in je bil dejansko pomirjen. In to je tisto, kar pri bolniku ti je lepo videti, da ga lahko tudi z nezdravili tudi mu pomagaš pri počutju. In to je pomembno, da se ljudje dobro počutijo.